Kot ponavadi v galeriji Domžale začnemo odprtje in kratkim nagovorom in potem s pogovorom z umetnikom, umetnico. In tokrat gostimo eno priznano, znano ime slovenske likovne umetnosti, slovenskega happeninga. Še mnogo stvari bi lahko načel, ne? Naštel, to je Lela B. Njatin. Lela. Hvala, ker ste prišli. Lela bo mikrofon čim bližje ustne. Pa bomo midva kar začela, ne? Ves ta čas od takrat, ko sva se prvič srečala in se pomenila, kdaj, kako, zakaj in te stvari. Sem veliko prebral o tvojem delu. Pravzaprav sem se šel en tako raziskavo ali pa preiskavo, no, celo. No in sem v resnici naletel na en čudovit opus, ki človeka, ki se mu posveti in ga malo analizira, ne more pustiti ravnodušnega. Tako da, mogoče bi jaz kar začel z enim vprašanjem, odkot oziroma kdaj te je umetnost izbrala in določila? Najprej hvala za tvojo pozornost, da si res tako študiral in si ogledal zelo natančno, kaj sem počela. To je v tem času že kar redka stvar. Tudi kustosi se posvetijo v glavnem delom tistim, ki jih pač razstavljajo, ker je ostalega res preveč ponavadi. Še enkrat hvala. Kdaj se mi je pa zazdelo, da se ukvarjam z umetnostjo, ker pač... Kdaj si noter padla, recimo, tako rečemo, po domače? Ja. To je zelo... V bistvu to je pa eno redkih vprašanj, s katerimi si me spravil za drego, ti čestitam, da ti je uspelo. Moram reči, da so že v vrtcu vzgojiteljice vedele, da neki umetnost pa jaz prijateljujemo in sem morala si kar zmišljati razne pravljice, pisati takrat še nisem znala, ne. Pa tudi uprizarjali smo neke igrice po mojih zamislih in tako naprej. No in pol se je to stopnjevalo, to me je pol spremljali, vzgojiteljice so to povedali učiteljicam in tako naprej. Da sem se pa prvič odločila res sama, kaj bom sploh in kako počela, ne. Je bilo pa tam nekje proti koncu osnovne šole, ampak pol se je to zelo hitro razvijalo. In sem recimo bila stara šele 11 let, ko sem si nadela ta psevdonim Lela B. Njatin, ki je konceptualno ime. Njatin je izpeljano iz angleške besede nothing in pravzaprav pomeni to, da to sem že pri 11 letih nekako se mi je zazdelo, da se jaz ukvarjam z neko prazno stvarjo, da je tam nekje v tej umetnosti neka prazna točka, ki pa mogoče se samo dela, da je prazna, mogoče se samo kaže na ta način, da pravzaprav, če se ji pa posvetimo in res ozremo vanjo, je pa tam marsikaj. Ne? Zdaj, kasneje skozi svoje življenje sem ugotavljala, da je tam marsikaj lahko tudi zato, ker mi to tja pošiljamo. Odgovora seveda dokončnega pa po moje ne bom dobila do konca svojega življenja. No, prej si omenila, ne, smo tam stali s kolegom, ena taka pregledna razstava oziroma mogoče en rezime podčrtano. Ne.
tudi slov naslov je od 12 do 23. Zakaj si se omejila prav na to obdobje? Kaj ti to pomeni? Oziroma, vem, da si pred tem delala seveda druge stvari, ne? Ali pa drugačne stvari, ne? Zakaj si za to podčrtavanje izbrala ravno to, kar je tukaj v galeriji razstavljeno? No, od tistih osnovnošolskih let, ki sem jih prej omenila, so potem konec 70-ih let, začetkih 80-ih let bila za moje vizualno ustvarjanje zelo pomembna srečevanja z jugoslovanskimi neoavantgardisti in sem zelo intenzivno ustvarjala v raznih teh kolektivih, ki jih danes poznamo pod imeni West East, Maj 85, Signalizem in tako naprej. Potem je bilo po tistem je bilo pa neko obdobje skoraj 20 let, ko sem se posvetila v glavnem književnosti. Po letu 2010 šele sem se vrnila intenzivno k vizualnemu ustvarjanju in zato je tukaj to obdobje od 2012 do 2023, ker so pač dela, ki sem jih tukaj uvrstila, nosijo te letnice, ne od 2010, ampak od 2012 je prvo recimo uvrščeno. In odločila sem se nekako kot nek skriti omaž tebi, Juri, ker si kipar, da probam, najprej sem razmišljala o skulpturalnosti svojega dela, kako bi to predstavila v tvoji galeriji, v vaši domžalski galeriji seveda. Potem sem pa ugotovila, da je mogoče veliko boljše, da se posvetim tistemu, kar je na prostem, ker vse ima neko materialnost in pač to je koncept te razstave. Pravzaprav sem posamezne stvari že kje predstavila, nekatere pa sploh še ne in sem hotela, da se vidi ta lok, ne, kaj vse sem jaz počela na prostem in da so dela, ki so izbrana, tudi čim bolj raznolika. Ja, jaz sem med tem, no, ko sem postavljal, ne, je bila to ena taka meditacija o resnici, ne. Seveda vse z referenco na tisto, kar jaz počnem, ne. Jaz seveda s tvojim delom, rekel tako, tudi v konceptualnem smislu, v resnici nimam nobene zveze, sem ugotovil, ne. Ker jaz se ukvarjam s totalno zemljo, s teluriko, s kamni prekladam, iščem, najdevam in tako naprej. Ti si uspela najdeti tisto praznino, ki je v resnici bistvo umetnosti, ne? In je, rekel, en tak sežetek moči umetnosti, ne? Tisto, kar nas vleče, recimo, ko pridemo gledati Rembrandta, Van Eycka, stare pa nove mojstre, pa pač katerekoli mojstre, ne? Ali pa poslušati glasbenike, ali pa gledati plesalce in tako naprej. Skratka, vtis imam, no, da je tole en tak zelo, zelo zanimiv ples pogledov in sicer tistih pogledov od znotraj ven, ne, in od zunaj proti noter. Tako ena taka dvojna špirala, tako kot so recimo delali člani Ohoja, pa mogoče še kakšnih drugih umetniških kolektivov pri nas, ne, ali pa recimo v takratni Jugoslaviji, ne. Najbolj, o tem boš mogoče kaj več povedala, ne. Sem bil pa začuden, oziroma, kako bi temu rekel, najbolj so se mi dotaknile črno-bele fotografije, ki so tamle na zidu, ne, iz tvojega Kočevja, o enih prostorih, o enem bivanju, ki izgineva, ampak hkrati ostaja, ne, na teh fotografijah. Daj mogoče malo pokomentiri, recimo ta grozd, pa tele kipe tukaj, ne. To, kaj je tista moč, ki veje iz teh del? Ja, vidiš, kako sprašuješ, moram kar še kaj prej povedati, preden pokomentiram. Kot prvo, nematerialno je zelo močna sestavina mojega dela.
sestavina na ta način, da je nematerialno prisotno kot antimaterija, kot ideja, kot tema, na vse mogoče načine. Prava moč je pa v tistem, čemur jaz rečem, da delam to, vse, kar delam, brez izjeme, jaz uporabljam izraz za to umetnostna situacija. In v tej umetnostni situaciji so ljudje neizostavljivi, ne moreš jih odšteti, so vključeni v to in prava moč prihaja ravno iz tega, kako ljudje razumejo, kako občutijo, kako vidijo te stvari, kaj se potem zgodi, ko se enkrat soočijo z umetnostno situacijo, ki jo jaz nastavim. Veliko tega je tudi res nastavljenega in se dovrši, dobi končno obliko šele v tem dialogu z obiskovalci, gledalci. Zanimivo je, da si se odločil, da bolj predstavim ravno to delo, to je cikel nevidne skulpture, 3 so, se pravi od 1 do 3, ker to delo pač je tudi danes tukaj prvič predstavljeno. Zanimivo, recimo to. Gre za delo iz Kočevja, to pa zato, ker so tudi nekatera druga, to delo je neposredno navezano na avantgardno tradicijo skupine Oho, ampak tudi še nekatera druga moja so, to pa zato, ker sem tudi osebno imela stik z njimi, takrat, ko so še obstajali in ko so delovali, in se mi je zdelo čisto legitimno, da to uporabim kot nek vzvod za moje ustvarjanje, prav v Kočevju, kajti, kot sem že prej povedala, 2010, ko sem ponovno začela ustvarjati v vizualno umetnost, se je to zgodilo v Kočevju, ravno zaradi tega, ker tam sem, kot sem vam prej že razložila, so se začeli neki pravi začetki mojega umetnostnega formiranja, moje identitete umetnostne in potem leta 2010 sem se zavedala, da je tukaj še ogromno potencialov, še ogromno nekih impulzov v tem okolju, ki jih želim, ne morem, ampak jih želim izkoristiti. Je pa to bil kulturni trenutek v Kočevju, ko je umetniško življenje skoraj da zamrlo. Večina umetnikov se je takrat izselilo iz Kočevja, nekateri, ki jih pa zdaj poznate kot umetniki iz Kočevja, pa takrat še ni, tudi če so malo starejši, dobro veš, na koga ciljam, takrat še niso se predstavili javnosti kot umetnosti, se pravi, je bil nek tak vakuum. Med ljudmi, ki so pa vendarle vodili recimo Pokrajinski muzej Kočevja, kjer tudi ni bilo kustosa za umetnost, mimogrede, likovnega salona takrat ni bilo, zdaj je oživljen in tako. Res je bilo neko tako prazna točka. Je pa prevladoval nek pristop, nek odnos do umetnosti, ki je bil zelo tradicionalen, recimo modernističen, ampak v tem smislu, ko vzamemo modernizem res od ne vem kdaj nazaj, do zdaj, kot neko res vseobsegajočo dobo. V dobo sodobnosti ni kazalo nič, ni nič prestopilo. In se je meni zdelo popolnoma primerno, da delam stvari, ki bojo ljudem, ki bojo gledali moja dela, hkrati približali tudi tradicijo avantgarde. S tem, da za mene recimo avantgarda ni nek eksperiment, pač pa samostojen tok, recimo nek paralelen tok v zgodovini umetnosti. In to je zelo pomembno. Tako recimo kot neki slikari cerkvene umetnosti, za katere je pieta, nekaj, kar se nenehno poslikava v kipari in ne vem kaj. Tako je lahko tudi nekaj, kar je nek avantgardist naredil, nenehno, na novo prizarjano, z nekimi razlikami in tako naprej. In jaz sem tisto, kar so recimo prav tukaj, gre za eno delo, kjer je David Nes palačo na Kalemegdanu v Beogradu šel je okrog nje in jo je obdal z laksom. On je imel za to svoje razloge, ne bom vas zdaj v tem zadrževala. Moji razlogi, da sem pa 3 stavbe oziroma 3 javne objekte v Kočevju obdala z laksom, so pa
zelo avtobiografski. Jaz sem namreč rojena leta 63 in leta 63 so se zgodili še dve stvari. Pred stavbo, v kateri sem se rodila, rečemo temu, je kip deklice s piščalko, ki ga je ustvaril akademski kipar Stanislav Jarm in je del mestnega vodnjaka. Postavljen je bil ravno leta 63. To je bil takrat pol še več kot 30 let je bila to edina skulptura profanega značaja v Kočevju. Drugače so bile tam samo neka spominska obeležja in pa skulpture, ki so poveličevale narodno-osvobodilni boj. Tako da je bilo zelo pomembno za stališča neke umetnosti. Za mene je bila pa to moja mladostna prijateljica, jaz sem se igrala v tem vodnjaku, slonela na tej deklici in tako naprej. No, se pravi, prva skulptura, ki sem jo obeležila s tem laksom, je bila deklica s piščalko, druga je bila hiša, v kateri sem se rodila, tretja pa je bila pokrajinski muzej v Kočevju, ki se je leta 63 ravno preselil v to stavbo, v kateri je še danes, in to je nekdanji Sokolski dom, ne, ki je tudi arhitekturno zelo poseben. Zdaj pa delčki, nevidna skulptura ni ta laks, ne, narobe razumeti, oziroma vi lahko razumete, kakor hočete, se vam vse zelo opravičujem, ampak moje razmišljanje v zvezi s tem je bilo, da je nevidna skulptura cela ta situacija. Se pravi, jaz sem to počela v javnem prostoru, naključni mimoidoči so to lahko videli, tudi je prihajalo do raznih pogovorov in tako naprej. Laks je bil samo neko orodje, moja akcija je samo neko orodje, situacija smo pa mi vsi skupaj, a ne, tudi tisti gledalci. Se pravi, to, kar vidite tukaj te fotografije, to za mene osebno dejansko so to dokumentarne fotografije, ni bil to cilj. Jaz bom pa zdaj imela take pa take fotografije. Tudi ni bil cilj, pa jaz zdaj del tega laksa dala takole bom razstavljala potem, ne. Ampak jaz moram na nek način tudi zabeležiti to v spominu, ne, nekako se mora to dokumentirati. In to so pač te načini. Zakaj je mene to tako, rekel, začel zanimati, ne? Raven zaradi tega laksa, ne? Ker pač zraven ni nobenega komentarja, ne? Ampak če dobro pogledamo fotke, ne, se vidi, kako ti z dvema prstoma, rekel, to tanko nit, ne, ki v resnici predstavlja umetnost, ki skrbi za nas na nek način, ne? In je kako privezati eno veliko breme, kot je naše okolje, poseljeno ali pa tudi nenaseljeno, ne, da nam ne bo šlo nekam drugam, ne, ali pa da obstane na tem kraju, ne, kakšno vrvico rabimo, ne, se mi zdi tako taka neznanska sreča, da si naredila prav to z laksom, ne, ki je tanek, pa še prozoren oziroma prosojen, ne, skoraj se ga ne vidi, ne. No, ampak, ko si omenila to deklico, pa fontano, ne, imaš tamle čisto na prvem artefaktu, na tej prvi umetnini, sebe, ki stojiš ali pa na čebru, ne, in ponavljaš to situacijo tega kipa, ne, v živo, ne. Ena taka zelo fina resonanca se zgodi, prav tako kot v resnici v vseh teh predstavitvah tvojih idej oziroma konceptov, ne, od te boje, kad si rekla, da si 59-krat prihodila isto pot, ne. Mene zdaj nekaj drugega zanima, ne. Kočevje, malo si že povedala, ne, si rojena tam, si se ukvarjala s tem, kako nekaj vzpostaviti, ne. In očitno je, ne, da ti je mogoče ravno s to vrvico, ne, uspelo v Kočevju narediti eno vibracijo, eno resonanco, da se začenja vzpostavljati kot
neko urbano okolje, kot neko, ali pa raje rečem, kot človeško okolje, ki potrebuje ali pa ki generira umetnost. Zdaj pa mene zanima še, kako te to okolje, ki je strašno naravno, Kočevje leži sredi tega rezervata, tako rekočne, rezerviranega samo za rezervat. Kakšni so tvoji občutki, ko prideš v to mesto? Vsakič, ali se spreminjajo, ali pa kako je, ko greš ven, ker si, malo si dvoživka, malo si, neki si v Ljubljani, neki si v Kočevju, oziroma kako se ta parafraza zgodi, ki je na tej naslovni steni, recimo, pogled od znotraj, skozi zaprto roleto, skozi zaprto zaveso in pogled od zunaj noter in kaj je tam vmes. No, najprej se bom postavila v bran Kočevju kot nepopisanem listu na zemljevidu umetnosti. Treba povedati, da ima Kočevje zelo pomembno umetnostno zgodovino in kulturno tradicijo. Celo, recimo, zelo zanimivo, ravno zato, ker so se prepletala različne etnicitete, Kočevari, Nemci in Slovenci in še marsikdo drug, ki sploh ni bil omenjen, ampak v zadnjem času, po letu 1945, je to zelo preglasila preglasile neke druge teme. Pravzaprav ne samo po letu 1945, že prva svetovna vojna je zelo izmučila Kočevsko in so potem neke druge zgodbe bolj v spredju, kot pa ravno te umetnostne. Ampak afiniteta ljudi do umetnosti je vse prisotna. Recimo prva stvar, ki sem jo naredila leta 2010, je bil nek performance, za katerega so mi takoj naslednje jutro na lokalnem radiju in lokalnem časopisu razglasili za kočevsko Marino Abramovič, se pravi. Tukaj nekaj je. Tudi vedno imam zelo veliko občinstva, tako da ni problem v tem. Problem je v tem, da je bila, recimo, ko sem prej rekla, da sem se želela potruditi za afirmacijo avantgarde, o njej ni bilo skoraj da nobene besede, kljub temu, da sem že leta 1980 organizirala prvo avantgardno razstavo v Kočevju. Tako da, to je ena stvar. Druga stvar, ki si se jo dotaknil, je to naravno okolje. To je tudi zanimivo. V zadnjem času, predvsem zaradi turizma, se zelo poudarja to zeleno bogatstvo Kočevske. Moram reči, da tudi umetniki, ki danes tam ustvarjajo, se v glavnem ukvarjajo s to temo. Na tak ali drugačen način. Ampak Kočevje je zelo v kočevjevski povojni zgodovini, če rečemo druga svetovna vojna zdaj spet, je zelo pomembna industrijska dediščina. In je bil zelo velik, cel napredek, razvoj po vojni Kočevja je temelji na tem. In moram reči, da tudi moja osebna vzgoja je bila taka, da sem bolj urban kot pa gozden človek. So pa tam tudi ljudje, ki zjutraj vstanejo, grejo v gozd in včasih tudi kar prespijo v gozdu. Tako da ljudje zelo živijo z gozdom. Veliko Kočevcev, recimo, preden gre v službo, gre na bližnji hrib, ki se dviguje takoj nad mestom, že ob 5 zjutraj skozi gozd do vrha in potem nazaj, mimo malih zveri in srečujejo večje zveri in so čisto navdušeni. Medvedji se dejansko sprehajajo skozi Kočevje, to ni mit, ne tako pogosto, da bi vsak dan 4-krat ga srečali, ampak enkrat na 2 leti ga pa lahko srečate tudi v središču mesta, ker je mesto tako blizu res hudo zraščenega gozda, na srečo volkovi ne prihajajo v mesto. Kako se pa jaz počutim, kadar pridem tja in kadar odidem od tja? Odidem težko, pridem še težje. Ker čeprav je samo 70 km med Ljubljano in Kočevjem, je razlika zelo velika, ampak mislim, da je malo drugače kot Domžale, ker Domžale dejansko drugače živijo, ampak veliko je podeželskih mest.
ki imajo popolnoma svojo kulturno logiko. In Kočevje definitivno ima svojo kulturno logiko, ni povezljiva z Ljubljano. Ne? Ljubljana je za Kočevce aspiracija, neka želja in tudi ogromno Kočevcev hodi v službo, vsak dan v Kočevje se vozijo, ampak vendarle živijo v hišah svojih staršev, ne zgradijo si novih hiš, ampak živijo v hišah svojih staršev, otroci potem živijo pri njih, 3 družine živijo v eni hiši, ne zato, ker bi bili revni, ampak zato, ker so te hiše tako velike, a ne? In zaradi tega ugodja, ker potem se lahko ti po kolikor časa ti ostane, vsak dan greš pač v gost, tudi dost kmalu se lahko na morje odpelješ in tako naprej, a ne? Skratka, en določen način življenja, zelo drugačen. Od ljubljanskega. Kako se pozna tisto zaprto območje, ki si ga ravno prej omenila v zvezi s temi fotografijami tukaj? Kako to vpliva, ali pa je vplivalo, ali pa še vpliva na Kočevce, na bivanje tega prostora? Ja, zaprto območje je bilo veliko bolj pomembno, veliko bolj vplivalo na Kočevje in pa na nekatere vasi južno od Kočevja v času pred osamosvojitvijo Slovenije, pred letom 1991. Potem se je pa to zaprto vojaško območje skrčilo, močno skrčilo. Ljudje so tudi prepričani, da ga ni več, vendarle še vedno do določene mere obstaja, iz enostavnega razloga, ker vojska potrebuje neko območje, kjer lahko vadijo, ne, da ne ustrelijo koga, ki pride gobe nabirati, ne. No, ostala je zelo znana infrastruktura, ki je ostala iz tistega časa, je v Gotenici, je pa tudi več drugih bunkerjev, o katerih se ne sme govoriti in tudi jaz ne bom govorila zdaj. Sem jih pa posredno tudi, enega izmed njih sem pa posredno izkoristila za eno svojo umetnostno situacijo, ja. No, mogoče za, rekel, zaključek s Kočevjem, rečeva še nekaj o kiparstvu Staneta Jarma, ki seveda pušča pečat še vedno. Tudi ti si, rekel, posnela, zabeležila performance z njegovimi kipi. Mogoče poveš kaj o tem še? Z današnje perspektive bi rekla, da je Jarem imel dovolj poguma, da je, čeprav osebno globoko verujoč človek, vendarle uspel prepričevati oblasti za časa svojega življenja, ki za umetnost ni bilo ne vem koliko mar, da je umetnost pomembna. In zato recimo ravno eden od rezultatov tega, da je bil v tem prepričevanju tudi uspešen, je ta deklica s piščalko, ta kip. Gre za golo deklico, ki v roki drži piščal. No, videli jo boste tukajle, na tejle fotografiji jo je mogoče videti. Lep modernistični kip, ki je pa tudi, ko so ga postavili iz nekih čudnih razlogov, da bi pač kljubovali cerkvi, ker je postavljen ob cerku, ker gre za golo žensko. Cerkev se ni preveč vznemirjena, to moram kar takoj povedati, ne? Pač pa so se občani vznemirjali, ne? Ja. Ampak so jo tudi kmalu sprejeli in danes je neke vrste lokalni simbol, ampak simbol česa? Simbol neke prostosti, mladosti, veselja, nekateri tudi rečejo, da je gozdna vila, tisti, ki so bolj nagnjeni k spoštovanju narave in tako dalje. Skratka, mogoče, če en sežetek narediva v Kočevju, ne, bi lahko rekla, čuden sem bil že kot otrok. Pa ne vem, ta mit, da je Kočevje čudno, to je po moje samo voda na mlin tistih, ki so želeli, da se v Kočevje bi odpravili čim manj ljudi in da bi to zaprto območje imelo čim več miru. Če danes pridete v Kočevje, se vam sploh ne bi zdeli, da so Kočevci kaj drugačni. Imajo ravno toliko udov kot vi, glavo na istem mestu, tudi z njo podobno razmišljajo verjetno.
Tako da ne gre. Kočevje je pri meni ne zato, ker bi bil to nek poseben fenomen, ampak enostavno zato je tukaj izpostavljeno, ker sem pač jaz tam odraščala. Ne? Zdaj pa, da mogoče zaokrožva tale pogovor. V Domžalah imamo za tak trenutek eno posebno vprašanje. In sicer je to domžalsko vprašanje, kaj je umetnost? Ne bi želela trdnega odgovora na tvoje vprašanje oziroma na to vprašanje, dragi Juri. Ravno zaradi tega, ker se v umetnosti dogajajo stvari, ki so zmeraj korak naprej, korak proč, korak drugam. In takoj, ko bi imeli odgovor na to vprašanje, bi bilo ta korak malo težje narediti. Ja, zelo zanimivo. Zdaj pa, rekel, v enem vmesnem času še do drugega pomembnega domžalskega vprašanja. Zdi se mi tako neverjetno, da te je življenje tako rekoč zabrisalo, vrglo v avantgardo. In da si tukaj noter obstala in oziroma, da si še vedno avantgardna, da razmišljaš avantgardno. To se mi zdi tako tak zelo močen fenomen, ki se zelo redko zgodi. No, zdaj pa drugo domžalsko vprašanje. Kaj je lepota? Lepota je nekaj, kar je pomembno določeni paradigmi umetnosti. V to paradigmo avantgarda ne sodi. Tako da ti kot avantgardist na to pač mi ni treba odgovoriti, ne da ti ne morem. Draga Lela, hvala, da si nas izbrala za to izjemno zanimivo razstavo. Zdajle po najinem pogovoru se bomo še družili in Lela vam je na voljo. Hvala še enkrat. Vse čestitke. Hvala tebi. Zdaj pa druženje, danes nimamo noč EPP-ja, tako da vabljeni na kozarček, na pogovor s avtorico, na pogovore med nami in tako dalje.